Tudi v drugem letošnjem obračunu brez zmage nad neugodnim Aluminijem. V Kidričevem je bil pravi praznik nogometa. Čakalo se je kar precej časa, tudi po začetku tekme, da se je našel prostor na prepolnih tribunah. In na koncu se je končalo s prijateljskih 0:0, toda Mariborčani skozi 90 minut niso mogli razviti svoje igre na blatnem, neravnem in neravno idealnem igrišču v Kidričevem. Prvi razlog je, jaz bi rekel, igrišče, ker to je katastrofa. Sicer je enako za nas in za njih, vendar mi imamo neke principe v svoji igri. Treniramo cel teden, se pripravljamo na nekaj, pa prideš sem, ker enostavno se ne da odigrati nič. Blato, živo blato, dobesedno. Nismo se uspeli pripraviti tako v kratkem času na izredno slabo igrišče. In mislim, da nam je to slabo igrišče tudi precej stvari danes vzelo. Nas je izredno limitiralo od samega začetka. Škoda, da nismo zadeli. Na začetku tekme, ko smo imeli en udarec Santijem, en udarec preko Hotiča, ki je šel zelo blizu. In potem, ko je tekla tekma, smo zaradi igrišča mi zamujali malo v predaji, tu se malo mučili v sprejemih, podajah, nasprotnik pa definitivno olajšano delo, zaradi tega, ker so se uspeli postaviti in potem z borbo, kompaktno igro uspeli pripeljati tekmo do konca. Imeli smo v drugem polčasu neke šanse, vendar je bilo zelo težko igrati. Začelo se je sicer obetavno. Po diagonali Mezge v 6. minuti je Hotič meril zelo natančno, toda za las zgrešil. Po nekaj minutnem premoru so zapretili tudi domačini, najprej s poskusom Petroviča z razdalje. V 25. minuti pa je Vrbanec poslal žogo pred gol, kjer je Kramar dovolj hiter, toda Handanović je odlično reagiral. Do konca polčasa veliko borbe na sredini igrišča in brez pravih priložnosti. Podobno kot v prvem polčasu so tudi v drugem polčasu Mariborčani začeli s priložnostjo. Dino Hotič je bil v glavni vlogi s podajo na drugo vratnico, Santi pa je zadel zunanji del mreže. Domačini so odvrnili nekaj minut kasneje, ko je Škoflek poizkusil dolgi kot, izkazal se znova Handanović. V 67. minuti nova lepa priložnost za Mariborčane. Po povratni podaji je Anžeković žogo vzel v roke in direktni prosti strel Tavaresa pa je končal v bloku domačih. Zadnji resen poizkus domačinov, strel Srdića z razdalje preko gola. Na drugi strani pa se je izkazal domači vratar Anžeković ob voleju Santija v 81. minuti. Kljub še nekaterim poizkusom do konca tekme, Mariborčani niso uspeli prebiti obrambe oziroma premagati vratarja Aluminija in končalo se je s končnih 0:0. Prvo mesto na lestvici je oddano, toda nadaljuje se serija neporaženosti. Nič, dobili smo točko, gremo naprej, imamo točko zaostanka z Olimpijo, ni nič kritičnega, podaljšali smo niz neporaženosti in ne pravim, gremo naprej. Pozitivno je to, da smo osvojili piko, malo piko več in enostavno prvenstvo je dolgo, tako da bomo morali garati naprej. To je bilo popolnoma jasno tudi pred to tekmo. Prvenstvo se bo po tednu dni premora nadaljevalo v soboto, v Ljudskem vrtu bo gost Celje.